konferenco pa danes začenjamo z odločitvami, ki jih je na včerajšnji seji sprejela Vlada Republike Slovenije. In sicer je vlada včeraj sklenila, da še za 30 dni podaljša epidemijo na območju celotne države. Glede na trenutno epidemiološko situacijo, ki se k sreči počasi izboljšuje, je vlada včeraj odločila, da so izpolnjeni pogoji za prehod v rumeno fazo. V skladu z mnenjem svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je zato vlada včeraj dopolnila načrt sproščanja ukrepov, ki si ga bomo sedaj nekoliko bolj podrobno ogledali skupaj. Kot rečeno, izpolnjeni so pogoji za rumeno fazo, to pomeni, da je povprečno število okužb v zadnjih 7 dnevih padlo pod 600 in da se je število hospitaliziranih zaradi COVID znižalo na manj kot 500. V skladu s tema dvema pogojema so zato ukrepi, ki so predvideni za rumeno fazo, naslednji. Za srednje šole in fakultete ne veljajo več omejitve, seveda pa morajo v srednjih šolah, fakultetah in tudi v osnovnih šolah še vedno ob izvajanju pouka in ostalih dejavnosti upoštevati splošna navodila NIJZ. V rumeni fazi je zbiranje oziroma druženje na javnih površinah omejeno na največ 50 ljudi, sproščajo se kulturne dejavnosti ob pogoju PCT, to pomeni, to so prebolevniki, cepljeni oziroma testirani, in zasedenosti do največ 50% zmogljivosti sedišč. Na enak način se sproščajo tudi športne prireditve, sproščajo pa se tudi turistične namestitve, seveda tudi pod pogojem PCT. Za rumeno fazo sledi zelena faza, za to fazo velja pogoj, da mora število okužb v zadnjih 7 dnevih pasti pod 300, omejitev vezanih na število hospitaliziranih pa za to fazo ni. Za zeleno fazo, kot izhaja iz načrta, velja, da se odpravljajo omejitve po vsej državi, še naprej pa bodo v zeleni fazi veljali splošni higienski ukrepi in hkrati tudi prepoved obratovanja barov in diskotek. V zeleni fazi se bo ohranil tudi pogoj PCT. Glede na predstavljene spremembe semaforja ukrepov bo od sobote 15. maja dalje dovoljeno zbiranje na prireditvah in shodih do največ 50 udeležencev. S ponedeljkom 17. maja se sproščajo tudi vsa športna tekmovanja, ne glede na to, ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Ponovno bo mogoča tudi prisotnost gledalcev na tekmovanjih in sicer v skladu s prej predstavljenimi omejitvami. Športno-rekreativna dejavnost se bo lahko izvajala individualno oziroma v skupini do največ 50 vadečih. Ob vstopu v Republiko Slovenijo bo od sobote dalje ponovno mogoča predčasna prekinitev karantene z negativnim PCR testom in sicer 5. dan po potencialni napotitvi v karanteno. Hkrati je vlada včeraj sprejela tudi nekatere pomembne spremembe ukrepov na področju kulture in gospodarskih dejavnosti, ki pa bodo predstavljene v nadaljevanju današnje novinarske konference. Mi pa nadaljujemo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov, in sicer je bilo včeraj opravljenih 4636 PCR testiranj in 28466 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj skupaj potrjenih 597 novih okužb, 7-dnevno povprečje okužb pa se je še nekoliko znižalo in sicer trenutno znaša 494. Če si pogledamo podatke o opravljenih testih v prvi izmed današnjih tabel, če še enkrat ponovim, število na novo odkritih okužb je včeraj znašalo 597, se pa je delež pozitivnih PCR testov v primerjavi z včeraj predstavljenimi podatki še nekoliko znižal in sicer znaša 12,9%. Tudi v bolnišnicah se nadaljuje trend upadanja zasedenih COVID postelj. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zdravi 450 COVID pacientov, od tega 123 na intenzivni terapiji. Na novo je bilo včeraj v naše bolnišnice sprejetih 36 oseb, iz bolnišnic pa je bilo skupaj odpuščenih 45 COVID pacientov. Življenje so žal izgubile še 4 osebe. Naslednji graf, kot običajno, prikazuje
trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Kot je razvidno, se vse tri krivulje počasi znižujejo. To pomeni, da se nižajo zasedene postelje na oddelkih intenzivne terapije, na navadnih oddelkih in seveda tudi skupno zasedene COVID postelje v naših bolnišnicah. Če si pogledamo še numerični prikaz podatkov o zasedenosti postelj v bolnišnicah, ugotovimo, da je na navadnih oddelkih zasedenih 327 postelj, včeraj je bilo zasedenih 336 postelj, na intenzivni terapiji se zdravi 123 pacientov, kar so 4 pacienti manj kot dan predtem. Skupaj pa, kot že rečeno, bolnišnično oskrbo zaradi COVID-19 potrebuje 450 pacientov, včeraj je bilo takšnih 463. Novinarsko konferenco sedaj nadaljujemo s prvim sklopom predstavitev, in sicer s predstavitvijo odločitev, ki jih je včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije in veljajo za področje kulture in gospodarstva. K besedi zato najprej vabim državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Izvolite. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, na Ministrstvu za kulturo seveda pozdravljamo izboljšanje epidemiološke slike, tako da se lahko poleg kulturnih ustanov, ki so bile doslej pod določenimi pogoji že odprte, sproščajo tudi kulturne prireditve v večjem obsegu. V pristojnosti Ministrstva za kulturo sta dva odloka. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Naj predstavimo nekaj novosti v zvezi z odlokom o ponujanju kulturnih storitev. V kulturnih ustanovah se sprošča zbiranje oseb glede na kvadraturo in seveda glede na število 50. V kulturne prireditve pa se sproščajo pod temi pogoji. Možno je izvajanje kulturnih prireditev tako zunaj kot znotraj na prizoriščih, ki omogočajo sedišča. Torej, obvezna je zagotovitev sedišč za končne uporabnike, prav tako pa je možna 50% zasedenost teh sedišč, seveda skladno z upoštevanjem vseh navodil NIJZ-ja. Omejitev za število oseb ne velja za izvajanje vzgoje in izobraževanja, kot je veljalo že v predhodnem odloku. Prav tako je v predhodnem odloku že veljalo, da morajo nastopajoči enkrat tedensko izvesti testiranje, kar ostaja v veljavi tudi v prihodnje. Končni uporabniki, torej tisti, ki se prireditve želijo udeležiti, pa se lahko udeležijo pod tako imenovanim PCT pogojem. Torej, bodisi da imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2
ki ni starejši od 48 ur, da imajo potrdilo o prebolelosti, ki covida, in sicer od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev, da imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR-a, ki ni mlajši od 10 dni in ni starejši od 6 mesecev, ali seveda, da imajo dokazilo o cepljenju. Ta dokazila pa niso potrebna za mlajše od 18 let, ki so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na kulturni prireditvi. Toliko na kratko glede sproščanja kulturnih prireditev. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pa omogoča tako zunaj kot znotraj zbiranje do 50 oseb, 50% zasedenost, največ 50% zasedenost sedišč in obvezno razdaljo 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za uvodno predstavitev. Prehajamo k novinarskim vprašanjem, in sicer prvo vprašanje imajo na svetu na kanalu A. Manca Turk je z nami, izvolite. Lepo pozdravljeni. Omenili ste, da dokazila PCT niso potrebna za mlajše od 18 let, če so v spremstvu skrbnikov. Kaj pa, če se recimo skupina najstnikov odloči, da gre v kino, kako je s tem? In pa glede cerkev, zakaj tam ti pogoji PCT-ja ne veljajo? Hvala lepa. Kar zadeva pogoj glede starosti, dopolnitve starosti, je pogoj seveda jasen, torej ponovno prebiram, ta zahteva ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na javni kulturni prireditvi. Torej, mlajši od 18 let se brez PCT pogoja ne more udeležiti kino predstave. Kar zadeva odlok o uresničevanju verske svobode, pa kot vemo, je to ustavna pravica uresničevanje verske svobode in zato PCT ni zahtevan, PCT pogoj ni zahtevan. Hvala lepa. Sledi vprašanje STA. Izvolite. Dober dan, Anja Gorenc, STA. Mene zanima, smo vas prav razumeli, da kulturne prireditve lahko obiskuje maksimalno polovica ljudi, kolikor je sicer kapacitet, ampak ob upoštevanju omejitve 50 ljudi. Torej, tudi če je recimo en prostor za 300 ljudi, je lahko še vedno samo 50 ljudi tam. Drugo vprašanje, a se s tem odlokom tudi odpirajo kinodvorane? Treba je ločiti kulturne ustanove in kulturne prireditve. V kulturnih ustanovah veljajo podobni pogoji, kot veljajo tudi za trgovine, to je kvadratura in število udeležencev, na kulturnih prireditvah pa 50% zasedenost sedišč in pogoj PCT. Odpirajo se tudi kinodvorane skladno z temi pogoji. Hvala lepa. Sledi vprašanje 24 ur. Tjaša Dugolin, izvolite. Lepo pozdravljeni. Zdaj mnogi, ki so se pazili, da se ne bi okužili, so držali vseh ukrepov, se zdaj počutijo, kot da so na nek način kaznovani, ker so tisti, ki so preboleli in se že cepili, vse posod v prednosti, imajo skratka te bonitete, da lahko gredo kamor želijo. Množično cepljenje se je pri nas šele dobro začelo, številni Slovenci še čakajo na vrsto. Kako odgovarjate na te občutke, da so pač trenutno v neenakovrednem položaju oziroma diskriminirani? Hvala. Glede tega mislim, da so v pristojnosti seveda strokovne zdravstvene službe, da bodo lahko na to odgovorile. Vsekakor pa vemo, da se cepljenje množično zagotavlja v kratkem. Hvala lepa. Še eno vprašanje imajo pri svetu na kanalu A, tokrat gospa Rebeka Tomadus, izvolite. Lepo pozdravljeni. Še enkrat bi prosila za razlago te 50% zasedenosti na kulturnih prireditvah in pa omejitev 50 ljudi.
Ni mi ravno razumljivo, v kakšnem smislu ste to mislili. In pa moje drugo vprašanje, pri PCT-ju za cepljenje zadostuje že prvi odmerek ali morajo biti polno precepljeni obiskovalci? Glede drugega vprašanja vam bodo prav tako odgovorile strokovne zdravstvene službe. Ponovno pa poudarjam, da imamo kulturne ustanove, ki so bile doslej že odprte. To so recimo knjižnice, muzeji, arhivi in galerije pod določenimi pogoji. In ta pogoj je bil število oseb in kvadratura usklajen z podobnimi odloki v drugih resorjih, recimo v trgovinah. Na drugi strani imamo kulturne prireditve, to so na področju gledališča, plesa, baleta, glasbe, ki se lahko izvajajo v dvoranah, torej znotraj ali zunaj, in temu ustrezno je pogoj 50% zasedenost sedišč in PCT. Hvala lepa. Tudi gospa Sergeja Hadner, hvala iz žurnala 24 ima vprašanje, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Mene pa zanima režim na prireditvah, ki potekajo zunaj, recimo kakšni koncerti zunaj, druge prireditve. Je tudi v veljavi ta PCT režim ali kakšni so druga priporočila oziroma zahteve? Hvala lepa. Javnosti igralništva. Poglavitne spremembe, ki bodo v veljavo vstopile s ponedeljkom, razdalja med robovi miz mora biti najmanj 3 metre, razdalja med osebami za mizo pa ni več določena. Pogoj omejitve 4 oseb za eno mizo v gostinskih obratih prav tako ne velja več za družine z otroki do 18. leta. Nadalje uvajamo novo izjemo pri omejitvi 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora na enega potrošnika. Ta pogoj namreč ne velja za otroke do 18. leta v spremstvu skrbnikov ali osebe, ki potrebujejo spremstvo. Če ste prej ob vstopu v trgovino skupaj z otrokom šteli kot 2 osebi, se sedaj štejete kot en mehurček. Povsod po Sloveniji lahko kampi ponujajo do 70% razpoložljivih enot. Sem v teh 70% niso všteti pavšalisti, torej tisti, ki imajo zakupeno parcelo skozi celotno sezono. Omogočamo tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanja posebnih iger na srečo. Delovni čas in pogoji vstopa v notranje prostore so enaki kot v gostinskih obratih, torej preboleli, cepljeni ali testirani. Obratovalni čas je prav tako določen med 5. in 22. uro. Igralni saloni lahko ponujajo do 50% razpoložljivih kapacitet, torej polovico igralnih mest. Tu bi rad namenil kakšno besedo še samemu PCT pogoju. Torej pogoju, ki velja za vstop v notranjost igralnic in gostinskih obratov in pomeni, da je gost prebolel COVID-19 ali pa je cepljen oziroma negativen na testu. Verjamem, da je ta pogoj pomembna novost, hkrati pa tudi neprijetnost, če svoje življenje primerjamo s pomladjo 2 leti nazaj. Vendar danes je naša realnost seveda drugačna. PCT pogoj je na eni strani varovalka, da zavarujemo zdravje gostov,
Na drugi strani pa je varovalka, da ohranimo lokacije, ki ponujajo tovrstne storitve kot varne lokacije. Povrnitev ogleda neke restauracije, hotela ali pa igralnice, ki bi postala žarišče okužb, bi bila seveda dolgotrajna. Tu apeliramo na vse državljane, državljanke. Zajezitev epidemije je odgovornost slehernega izmed nas. Odloki so jasni, izjeme so prav tako navedene. Iskanje ovinkov in izigravanje pravil pa na dolgi rok v resnici ne koristi nikomur. Toliko, hvala. Hvala lepa tudi vam za to predstavitev. Je morda kakšno vprašanje za državnega sekretarja? Vprašanja so, in sicer prvega zastavlja Sergeja Hadner, Žurnal 24, izvolite. Ja, jaz bi rada vprašala, če sem prav razumela, prej mlajši od 18 let v bistvu ne morejo brez spremstva v kino ali na kakšno drugo prireditev, pa me zdaj zanima, ne vem, a lahko gredo v lokal oziroma kje je ta starostna skupina, do katere ta PCT režim ne velja oziroma prisotnost v lokalu spremstva staršev, ali lahko gredo pač mladi tudi sami. Hvala lepa. Ja, če gredo mladi, recimo 18-letni do 18-17-letniki stari, sami v restauracijo, potem veljajo enaka pravila. Za njih, če pa gredo v spremstvu staršev, pa pomeni, da se jih lahko za eno mizo, če je družina recimo 6-članska, usede vseh 6 in ta pogoj ne velja. Morajo pa starši seveda imeti te pogoje. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Mene pa zanima, če sem prav razumela, torej po 19. uri v lokalu ne smejo sedeti osebe, ki ne upoštevajo teh pogojev PCT-ja, in pa kdo bo kaznovan, če recimo gostje nimajo teh dokazil, niso cepljeni, nimajo testa ali pa niso preboleli. Kje je ta odgovornost na strani gostincev ali gostov? Hvala. Torej, obratovalni čas pa PCT se ne izključujeta. Zdaj se obratovalni čas podaljšuje. Če je bil prej od 6 do 7 zvečer, je zdaj od 5 zjutraj do 10 zvečer. Goste imajo potem še čas 30 minut, da zapustijo gostinski obrat, ampak ves ta čas, če gredo v notranjost, PCT pogoj velja. Zunaj tega pogoja ni, torej zunaj velja razdalje med mizami, 4 za mizo. Izjema je, če so družina, pa so otroci manjši od 18 let poleg. Torej, to vse ostane enako. Odgovornost gostincev je, da goste, ki želijo vstopiti v notranjost, opozorijo na ta pravila. Če gostje ne želijo upoštevati teh pravil, jim seveda lahko takšen gostinec tudi zavrne postrežbo, če pa potem nastanejo kakšne dodatne težave glede ugotavljanja, ali izpolnjuje takšne pogoje gost ali ne, pa je zato recimo pristojna policija, ki potem naprej ugotavlja samo izpolnjevanje teh pogojev. Gre pa za to, da si verjamem, da noben od nas ne želi sedeti v restavraciji 1 uro brez maske, medtem ko jemo, zavedajoč se, da ta za nami ne upošteva teh varnostnih ukrepov, ker to je pač idealno za to, da nas na takšen način okuži. Tako da, še enkrat, te pogoji jih ne predlaga zdravstvena stroka za to, da bi komu nagajali ali pa namenoma oteževali življenje, ampak gre za to, da bom naslednji teden lahko na tej novinarski še kakšno dodatno sprostitev napovedal. Torej, gre za to, da omejimo širjenje virusa. Hvala lepa. Andreja Gregorič, TV Slovenija, bo zastavila naslednje vprašanje. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Mi imamo eno dilemo glede prisotnosti navijačev na stadionih. Se pravi, kaj to pomeni v praksi z okoliščino, da morajo klubi 14 dni pred dogodkom oddati vlogo na upravno enoto, kjer predvidijo, kakšne vrste dogodek bo in ali bodo tam tudi gledalci. V 14 dneh pa bo konec vseh državnih prvenstev in je torej ta sprostitev brezpredmetna. Bodo torej morali napovedati dogodek 14 dni prej ali se predvideva kakšne izjeme? Hvala. Jaz bi vam z veseljem odgovoril na to vprašanje, ampak ta odlok pa ni pod mojo pristojnostjo oziroma pod pristojnostjo našega ministrstva, tako da za to vprašanje bo pa treba nasloviti na ministrstvo za šolstvo. Hvala lepa. Gospa Rebeka Tomadus ima še eno vprašanje, izvolite.
Dopolnila bi samo prejšnje vprašanje, kdo bo torej na koncu plačal kazen, če recimo inšpektor ugotovi, da gost ne upošteva pogojev PCT? Gostinec ali... Je odgovoren samo v primeru, da gosta ni opozoril. Za samo kršenje tega pogoja pa bo kaznovan gost. Hvala lepa. Pa še eno vprašanje ima gospa Sergeja Hadner, izvolite. Ja, jaz imam še eno tako življenjsko vprašanje. Zanima me za goste pač na terasah lokalov in gostinskih objektov, ali jim lahko lastnik dovoli uporabo stranišč, čeprav niso znotraj tega PCT protokola? Že ves čas velja, da za koriščenje toalet PCT ni pogoj. PCT je pogoj samo v primeru, da gost želi pojesti kosilo, večerjo, kakorkoli v notranjosti lokala. Sama uporaba toalet pa ne zahteva tega pogoja. Pomembno pa je, da v tem času, ko gost vstane od mize in gre na stranišče v notranjost, da nosi masko. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje morda? Kot kaže, ni več vprašanj. Hvala lepa, gospod Zajc. Hvala vam, nasvidenje. Preden predam besedo našemu tretjemu gostu, danes bo na oder še enkrat stopila državna sekretarka, namreč novinarji na svetu na kanalu A so zaprosili še enkrat za dodatna pojasnila glede izvajanja prireditev na prostem v rumeni fazi. Izvolite. Hvala. Kakšno je vprašanje? Torej še enkrat ponovitev. Prav. Morda je najbolje, da te dele v odloku kar preberem. Ključen je 3. člen, ki govori v 3. alineji takole. Končni uporabniki so lahko navzoči v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, kjer se izvaja javna kulturna prireditev do 50% zasedenosti sedišč. To pomeni, da prireditev brez sedišč zagotovljenih ni možna. Prav tako pomeni, da so nastopajoči morajo obvezno testirati, kot je veljalo po dosedanjem odloku, in prav tako pomeni, da so tisti, ki se želijo prireditve udeležiti kot gledalci, lahko udeležijo pod pogojem PCT. Torej, bodisi so preboleli, bodisi so cepljeni ali pa testirani. Hvala lepa za vnovično pojasnilo. Je morda sedaj še kakšno vprašanje ali je vse jasno? Kot kaže, ni več vprašanj. Hvala lepa, da ste še enkrat pojasnili. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Besedo pa sedaj predajam gospodu Milanu Kreku, direktorju NIJZ. Lepo pozdravljeni, še enkrat med nami, izvolite. Lep pozdrav vsem poslušalcem, gledalcem. Ja, na današnji tiskovni konferenci je potreba povedati, da počasi približujemo evropskemu predsedovanju, zato sem dal tudi to sliko, kjer vidite, da je tudi slovenska zastava v stavbi Evrope. In če 1. julija pač nastopamo potem kot glavni koordinatorji procesov v Evropi. To je pomembno, da se zavedamo naprej. Zdaj, če najprej pogledamo epidemiologijo v svetu, vidite, da je iz tega grafa zelo lepo vidno, da v Evropi pojenjuje, v Aziji se zadeva zelo hitro razvija, predvsem v Indiji. Tako da je v seštevku smo vidite, na drugem valu že v svetu naprej. Tudi število smrti se nam povečuje na svetovnem nivoju, predvsem zaradi novih sevov, ki so bolj nevarni in imajo tudi večje posledice naprej. Takole je pa bilanca na svetovnem nivoju. V tem trenutku imamo okuženih 158 milijonov in imamo 3 milijone in 299 tisoč 568 mrtvih zaradi COVID-a. Naprej. Razvoj epidemije v Evropi
smo doživeli en vrh pred nekaj tedni, po tem vrhu zdaj počasi gremo navzdol. Naša želja je vseh v Evropi in tudi Slovencev je, da ta trend ostane v evropskem merilu in da doživimo v času počitnic stanje, ko bo število COVID okužb zelo nizko naprej. Če gledamo 14-dnevno incidenco, to se pravi pojavnost števila na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč v evropskem merilu, lahko vidite, da je samo 5 držav, te so označene z rdečo puščico, kjer se ta številka povečuje. V vseh ostalih državah se epidemija umirja. Naprej. Tudi smrtnost, število umrlih se povečuje samo še v 4 državah. V vseh ostalih državah se število umrlih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dnevih zmanjšuje. Zdaj, če gledamo pa dva še indikatorja, incidenco in pa R, pa je R pozitiven v 21 državah, kar bi lahko nakazovalo neko verjetnost, da bomo v prihodnjih tednih mogoče celo se obrnili ta krivulja in bo šla nazaj navzgor zaradi povečanih okužb. Naprej. No, če gledamo naše sosede, pa v vseh naših sosedih incidenca pada, tudi R pada, torej smo v tej regiji, to se pravi Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Italija, v tem trenutku v dobrem stanju, v dobrem trendu navzdol, kar se tudi pri nas pozna. Naprej. Zdaj število na novo okuženih v Sloveniji je tudi taka lepa krivulja, ki nam nakazuje, da število na novo okuženih počasi pada. Nimamo tega strmega padca, imamo pa tak položen padac, ki ima seveda si želimo, da bi tudi ta trend se nadaljeval. Naprej. To je še ena zelo pomemben prikaz v bistvu strukturo po starostnih strukturah, kako se po starostnih skupinah. In kot vidite, imamo en zelo lep pojav, to pomeni, da te letniki nad 65 so vse manj prisotni med okuženimi in pa med okuženimi so v tem trenutku najbolj prisotni ljudje, ki se vsakodnevno vozijo na delo, so zaposleni, to se pravi, ta aktivna populacija je v tem trenutku bolj prisotna med okuženimi. Naprej. No, v Sloveniji računamo tudi vnaprej, da se bo trend zmanjševal, da bomo šli navzdol, da bo vsak dan manj okuženih, vsaj trenutno izračuni kažejo v to smer. Tudi reprodukcijsko število se nam je spustilo pod 1 in to je zelo dober pokazatelj za nadaljevanje trenda v tej smeri. Naprej. No, radi me sprašujete, kdaj bo pa konec tega. No in nekako smo si zadali, da bi čim prej radi prišli pod 300, ko bomo prišli v zeleno fazo. In če primerjamo naše, bom rekel, strokovnjake, ki nam izračunavajo prihodnost, bi lahko to že v 10 dnevih prišli v zeleno fazo, po dokaj dobri, bom rekel, večji verjetnosti pa prve dni junija. Naprej. Torej tudi inštitut Jože Štefan, njegov izračun, mi bi prišli po njihovih strokovnjakih, po njihovem mnenju, okoli 25.5. v zeleno fazo, pod 300 pozitivnih na dan. Tudi še en dober indikator je, da če gledamo delež, bom rekel, pozitivnih, kako se giblje za en teden, na predhodni teden, vidite, da so gibanja vse v minusu. To se pravi, vse regije zmanjšujejo število okuženih, kar je ena, bom rekel, najlepših slik do zdaj, ko smo jih spremljali.
Naprej. Če gledamo stanje v Evropi, vidite, da je naša država tako približno rdeča kot Francija, Švedska in tako naprej. Mi sodimo žal še vedno med 7 najbolj ogroženih držav v Evropi. In seveda tudi je treba vedeti, da vse ostale, ki so v tej naši skupini, imajo kar več ukrepov, kot jih imamo mi. Mi v tem trenutku zelo sproščamo situacijo v družbi in seveda to pa pomeni, da zahteva od vseh nas bistveno večjo disciplino pri upoštevanju vseh ukrepov. Treba je vedeti, da s sproščanjem povečujemo možnost okužb. In druga pomembna element je v tem trenutku, da imamo še vedno prisoten, in pa ne samo prisoten, ampak v večjem delu okužb najdemo britanski sev, ki se hitreje širi in je tudi v določenih segmentih bolj kužen. Zato je potrebno ob teh dveh elementih to pogumno sproščanje v Sloveniji tudi upoštevati, da se res upoštevajo vsi ukrepi, ki sta jih moja 2 predhodnika tudi naštevala, ker samo na ta način bomo družbo držali odprto in tudi šole odprte do konca šolskega leta. Naprej. Po regijah imamo tudi zelo dober izkaz, samo 2 regije imajo R pozitiven in incidenca raste samo v eni regiji. Torej so tudi regije zelo lepo se usmerile proti zmanjševanju števila okuženih, kar pomeni, da ukrepi, ki smo jih pač izvajali, delujejo. Predvsem je zelo pomemben ta ukrep, ki smo ga izvedli na velikonočne praznike, ko smo delali lockdown. Od takrat naprej se seveda stvari drugače odvijajo. Naprej. No, potem je ta znana slika po regijah in vidite, da imamo samo še 2 regiji, ki sta oranžni, vse ostale rumeno, kar je zelo lepo videti, ampak lahko se tudi zelo hitro spremeni v drugačne barve, vkolikor se ne bomo držali vseh pravil in navodil, ki jih pač dajemo že več kot 1 leto. Naprej. Zdaj pa še eno področje precepljenosti, če mi lahko date naprej. Torej, če gledamo današnje podatke, jutranje, smo presegli 500.000 cepljenih z 1 dozo in preko 250.000 z 2 dozo. Če pogledamo to na skupni populaciji 2.100.000 in toliko prebivalcev, je s prvo dozo precepljenih 24%, z drugo pa 12%, lahko bi to zaokrožili na 13%. Ampak ne smemo pa pozabiti, da imamo prebolelih v zadnjih 6 mesecih 192.000 in da so te tudi že pravzaprav cepljeni s prvim odmerkom. In jih lahko damo v skupino prvega odmerka. In če gledamo zdaj populacijo 2 milijonov, imamo 34%, če zaokrožimo navzgor, oseb, ki so v tem trenutku cepljene s prvim odmerkom. Če gledamo populacijo nad 16 let, ker s Pfizerjem lahko cepimo že nad 16 let, pridemo do številke 40% in če pogledamo samo to odraslo populacijo, ki imamo zdaj v tem trenutku najbolj v cepilnem sistemu, pa smo že prišli na 40%. Zato je ta 40% en zelo pomembnih barier za virus, da se ne more razmnoževati tako hitro, kot bi se sicer, če ne bi imeli cepljenih ljudi in prebolelih. Naprej. Zdaj tudi veliko sprašujete o dobavljenih in predvidenih dobavah. Mi računamo v tem trenutku, če bodo vsi dobavitelji se držali svojih navodil, pa bom rekel teh obljub za naslednje 2 meseca, to se pravi polovico maja in junija, da do konca junija dobimo v Sloveniji, če štejemo od 25. decembra, ko smo dobivali prve doze, 2.600.000
586 odmerkov. Gremo naprej. No, s tem bi mi komot pocepili 75% prebivalcev s prvo in drugo dozo. In če pogledamo še potem one, ki so preboleli in jih lahko štejemo v prvo skupino, to se pravi prvi odmerek, bi ta odmerek bil lahko bistveno višji. In to pa ta 75% na precepljenost s prvo ali pa z drugo dozo je pa že zelo dober zaščitni element za populacijo. Naprej. No, zdaj pa še po starostnih strukturah. Kot veste, smo tudi v veliko nevoljo marsikoga vztrajali na tem, da najprej pocepimo starejše populacijo. In kot vidite iz tega grafa, je populacija nad 65 let kar dobro pocepljena, vendar za nas še premalo. Potrebno je pocepiti tudi še tiste ostarele, ki so v tem trenutku še sodijo med prebolevnike, in pa v vseh vaseh in krajih in tudi v Ljubljani so še ljudje, do katerih še niso prišle informacije, da kam se cepiti in kako se cepiti. Mnogi tudi nimajo možnosti, da bi se šli cepiti, ali so nemobilni, ali nimajo sorodnikov. Zato tukaj bi rad opozoril, da je tukaj solidarnost med nami zelo pomembna. In če poznate take ljudi, dajte jih v svoj avto, zapeljte jih na cepilni center, da bodo pocepljeni tudi oni, ker mi resnično želimo, da je ta delež nad 65 let visoko precepljen, zato ker je tudi najbolj rizičen za slab izhod bolezni. Seveda pa, kot veste, zdaj smo se kolikor ostane cepivo na cepilnem mestu, se cepi tudi populacija pod 50 let. Tako da počasi se bodo te stvari začele izravnavati in bodo te stebrički se počasi poravnavati tam na 60% in več. Naprej. Če pa gledamo prve odmerke po regijah, pa vidite, da je najboljša po prvih odmerkih Goriška regija, pa najslabša Posavska, ampak to se dnevno spreminja, to je bilo danes zjutraj pogledano, verjetno bo jutri spet drugače. Tako da je treba vsak dan pogledati, ker se stvari zelo hitro premikajo in so zelo v gibanju. Naprej. Ja, še zdravstveni delavci. Treba je na tem mestu povedati, da zdravstveni delavci, ki so bili eni najbolj izpostavljeni v tej soočenju z epidemijo, so v visokem deležu tudi prebolevniki. Nam je zbolelo okroglo 43.000 zdravstvenih delavcev, preko 10.000 zdravstvenih delavcev. In v tem trenutku je s prvim odmerkom cepljenih 65%, z drugim tudi tam 55%, tako da ocenjujemo, da je ta precepljenost dokaj visoka. Če pa damo še zraven prebolevnike, pa bistveno višja. Naprej. No, tako, tole sem vam poskušal pokazati, kako ta teden, v tem tednu grejo ven iz našega skladišča cepiva po različnih proizvajalcih. Pfizerjevga bo 51,5%, Moderne 5,8%, Janssena 8,5% in AstraZeneca 34%. Torej, to vse skupaj znese 115.104, to je v tem tednu gre na teren, veliko je že šlo tega materijala na teren, tako seveda vsak dan tudi, če nekaj dodatnega pošiljamo. Če pogledate, čemu so namenjeni, so v drugem odmerku je 30%, 1/3 skoraj je namenjena v drugem odmerku, populaciji 50 plus 29%, pa so pa ostali pod 50, in tudi infrastrukture noter in tako naprej. Torej, cepimo tudi že ostale, predvsem tudi gradimo zdaj mrežo cepljenja po podjetjih, kjer bi želeli, da se čim več zaposlenih pocepi, tudi zaradi tega, da ne bodo zbolevali v jesenskem času, ko bo ponovno virus prišel. Naprej.
Ja, tole je zdaj naša vstopna stran za naročilo na cepljenje. Vzpostavili smo celovito naročilo, ki je vezano na vaš elektronski karton. Torej, naročite se lahko samo enkrat, ker vam to naročilo ne dopušča, tudi če se še drugič naročite, tisto naročilo ne bo zabeleženo, torej nimamo več podvajanja naročanj. Hkrati je pa ta dostop do prijave zelo preprost in ga lahko izvede vsak iz fotelja doma, tako da ne rabi neke velike opreme naprej. Takole se vam bo odprlo, ko boste vstopili v sistem, potem pa greste po stopinjah, tako naprej, da se pač potrdite na koncu z SMS-om, da ste dejansko vi tisti, ki se prijavljate. Naprej. No, še en vstop je, to je cepimose.si, prosim naprej. To je ta del, takole se vam bo prikazalo in tudi tukaj vstopate potem čez tisto modri kvadratek v sistem. Naprej. No, pa tudi sprašujete veliko o teh cepilnih centrih. Mi imamo v tem trenutku 43 zdravstvenih domov, ki so cepilni centri. Oni naročajo in seveda vsak zdravstveni dom ima tudi toliko svojih splošnih zdravnikov in ostalih zdravnikov, tudi medicincev dela, pediatrov, ki lahko vstopijo v cepilni proces. So pa tudi zdravniki, ki pač delajo v vaseh. No, tistim se bo potem cepivo dostavi iz cepilnega centra. NIJZ je tudi cepilni center, potem je Slovenska vojska v svoj cepilni center. Imamo še 14 centrov v bolnišnicah, ki trenutno te cepilni centri predvsem cepijo kronične bolnike, to se pravi tiste paciente, ki prihajajo v bolnišnico in so kronični bolniki in tam dobijo hkrati tudi cepljenje. In skupaj, če se štejemo, imamo okroglo 80 cepilnih centrov. Tako da vidite, kakšen velik pogon je to. S tem, da je treba pa tukaj na tem mestu se zahvaliti cepilnim centrom, kljub temu, da se včasih kakšna napaka ali pa spodrsljaj zelo rad pojavlja okoli in se potem o tem veliko govori, ampak večina cepilnih centrov je odličnih, zelo dobro delajo. S tem, da morate vedeti, da poleg cepilnih centrov, ki so trenutno v pogonu, imajo oni tudi odzemna mesta za PCR. Torej, to je vse dodatno delo zdravstvenih domov in teh zdravstvenih organizacij, ki morajo pač za to zagotoviti ustrezen kader. In kadra je ravno toliko, kot je bilo pred epidemijo in je seveda organizacijsko te stvari izredno težko speljati, zato včasih pride tudi do kakšnih, bom rekel, napakic. Naprej. Kako gre za distribucijo cepiv? Mi uporabljamo v slovenskem prostoru samo cepiva, ki jih je potrdila Evropska agencija za zdravila. Zato so ta cepiva varna in učinkovita. Evropsko agencijo sestavljajo strokovnjaki iz vseh držav članic Evropske unije. To je zelo velik korpus, zelo veliko znajo, veliko znanja na tem mestu, zato jim je za zaupati. Na cepilnih centrih cepimo z cepivom, ki je v tistem trenutku tam dostopno. Trenutno žal še ne moremo izbirati cepiva, čeprav je seveda to tudi ena boniteta, ki se bo v nekem trenutku tudi lahko odprla, ko bomo imeli res dovolj cepiva. Priporočamo, da se naročate na centralni sistem, to, kar sem vam že pokazal, ki teče odlično. V tem trenutku imamo preko 78,000 vnosov na tem linku. Zdaj pa včasih tudi sprašujete o razlikah v poročilu, to se pravi poročilo, koliko je bilo cepljenih in koliko smo prenesli, koliko je prišlo cepiva v državo.
Seveda morate vedeti, da ko cepivo pride v državo, je ta cepivo pač prvo skladiščimo, potem pa je za vsako cepivo, ki ga sprostimo, poseben postopek, ki teče bomo rekel, odmrzovanja naprej, kajti nekatera cepiva pride na minus 80 stopinjah in potem ga pripravimo za teren, gre potem za kurirji na teren, tam ga prevzamejo cepilni centri, potem se organizira cepljenje na terenu, kar je tudi zelo zahteven proces, in potem vse, ki jih pocepijo na terenu, imajo 48 ur časa, da vnesejo v ERCO sistem, to je spet elektronski sistem, ki ga mi redno spremljamo, in po tem vnosu seveda pride ena številka ven, s katero se potem včasih jo napačno interpretira, torej ta številka nikakor ni enaka vsem cepivom, ki smo jih dali na teren, ampak je vsak ta razlika, je vsak dan različna, celo se razlikuje od ure do ure. Tako da mislim, da je prav, da to povem tukaj, da razumete ves proces, kako prihaja in kako se to izvaja naprej. No, danes vam bomo pa poslali SMS sporočilo, v katerem bomo prosili vse, ki so starejši do 18 let in se do danes še niso cepili, da preko linka, ki ga bomo dali v sporočilo SMS, se prijavijo na centralni cepilni sistem in vse lepo prosimo, da se čim prej prijavijo, ker s tem nam zmanjšajo seveda organizacijske težave. No. Zdaj verjetno vas tudi zanima, kaj se potem zgodi, ko se vnese. Ko se vnese, se potem prerazporedi na, torej vi vnesete dejansko vaše ime in priimek in željo po cepljenju v svoj elektronski karton. Vsak vaš osebni zdravnik dobi informacijo, da se želite cepiti, in pa tudi področni cepilni center dobi informacijo, da se želite cepiti. Tako se potem vzpostavi na regionalnem nivoju v cepilnem centru seznam tistih, ki ne bi se cepili, in rezervni seznam, ki se ga uporabi takrat, če na cepljenje v določenem dnevu kdo zaradi raznih razlogov ne more priti. Zdaj še, ali lahko date še nazaj, jaz bi poudaril še to. Kljub temu, da imamo cepivo, kljub temu, da smo kar dobro precepljeno populacijo, še vedno veljajo vsi zaščitni ukrepi. Ustrezna razdalja, maske, higiena, kašlja, rok, kihanja, sistem ostani zdrav, ker je naš tihi epidemiolog, in pa prezračevanje zaprtih prostorov in ostali ukrepi, ki so bili pa danes tukaj že pred mojim nastopom zelo dobro razloženi. Kar je zelo pomembno, da v primeru znakov ostanete doma in pokličite zdravnika. In pa ne pozabite se cepiti. To je za danes z moje strani vse, zdaj bo pa verjetno vprašanje. Hvala lepa, kar nekaj vprašanj bo, kot kaže, prvega bo zastavila STA. Izvolite. Pozdravljeni, Anja Gorenc, STA. Mene zanima, glede na to, da ste omenili, da je prijavljenih na cepljenje 78 000 ljudi, ali bi jih lahko glede na razpoložljivost cepiva, količinsko razpoložljivost cepiva precepili že v prihodnjem tednu. Glede na to, kakšen je interes zdaj za cepljenje, kakšna je vaša realna ocena, do kakšnega odstotka precepljenosti prebivalstva bi lahko prišli, in kako predvidevate, kdaj bo dovolj cepiv količinsko, da bodo ljudje lahko izbirani med njimi? Hvala. Ja, prvo, 78 000 je prijavljenih in te se zdaj že seveda grejo vse na cepilne centre, ne. V tem trenutku je treba vedeti, da še mnogi centri cepilni še delujejo po starem sistemu in ga skušajo počasi se preklopiti na novega. Zato imamo v bistvu na terenu več
potreb, kot samo 78 tisoč, ampak do naslednjega tedna se zna zgoditi, da se bojo pocepili te ljudje. Do kakšnega procenta bomo prišli? Naš cilj je vsaj 70% in to je realen domet, tudi večji. In še eno vprašanje ste dali zadnje. Kdaj bo po vašem mnenju dovolj cepiv na voljo količinsko, da bodo ljudje lahko izbirali med njimi? Namreč cilj je čim večja precepljenost, ampak ljudje določeni imajo pomisleke do nekaterih cepiv in se želijo cepiti s točno določenim cepivom. Sem vam pokazal, da bomo dobili 500 in toliko tisoč v maju. V juniju imamo dvakrat večji prihod cepiva, tako da jaz mislim, da tam sredi junija bomo že v fazi, ko bomo lahko tudi se pogovarjali o tem. Ampak to bo vse pač šlo preko strokovnih skupin, ki jih imamo vzpostavljenih in ki se odločajo potem, kako in kaj naprej. Hvala lepa, sledi vprašanje 24 ur, Špela Lobe, izvolite. Dober dan, mene pa zanima v zvezi z osebo, ki je prišla iz Indije in v kateri je bila potrjena indijska različica. Če lahko kaj več poveste o tem, torej ali je ta oseba bila v karanteni, ko je bilo ugotovljeno, da je okužena, s koliko ljudmi je bila v stiku, v skrbi, da bi se ta različica še razširila pri nas. Hvala lepa. Ja, zdaj, a veste, gre tukaj pač za osebne podatke, vsega vam ne morem povedati. Lahko vam povem, da je bila oseba od vstopa v državo v karanteni, da morda se je še ena oseba okužila s tem virusom, ki je pač njen sorodnik. Več upamo, da ne. Saj v tem trenutku po vseh podatkih, ki jih imamo, ne bi do tega prišlo. Zdaj pa, to je to. Hvala lepa. Če še kakšno vprašanje, pa lahko je. Še sledijo vprašanja, še 4 prijave imamo. Najprej, gospa Hadner, hvala, izvolite. Jaz bi se rada navezala na vašo izjavo malo prej, in sicer, da se bo v jesenskem času virus ponovno vrnil. Namreč malo pred tem pa ste razlagali o visoki precepljenosti, ki že ustavlja širjenje virusa, in o tem, da pričakujete, da bo ta precepljenost 70 in več odstotna. Pa me zanima zdaj, na podlagi česa torej sklepate, da se bo jeseni virus vrnil, oziroma ta precepljenost ne bo preprečila tega, da bi se virus jeseni vrnil, in kakšne so projekcije, pričakovanja, kako bo ta virus v bistvu še vplival na javno življenje. Hvala lepa. Glejte, tale virus ima zelo veliko, bomo rekel, obrazov, ne? In za jesen je zelo težko napovedati, ali bomo imeli te seve, ki jih imamo v tem trenutku, ne? Ali bojo prišli novi sevi in ali bodo ta cepiva za tiste seve sploh bila uporabna ali ne bodo uporabna. Tako da imamo veliko neznank do jeseni, zato vedno ponavljam, ne, da je treba vedno te ukrepe, ki jih imamo, pravimo jim nefarmakološki, še vedno držati distanco in tako naprej. V jesenskem času se veste, spremeni vreme, razmere postanejo bolj ugodne za razmnoževanje virusa, zato računamo, da bo že potem prišel v sistem. Drugo je treba vedeti, da ko se ljudje cepijo, niso 100% zaščiteni, ne, kar se narobe razlaga. Tisti, ki se cepijo, so v določenem procentu, sploh jih ne zaščiti, to se ne razvija proti telesa. V drugem, zato so te še vedno lahko žrtve virusa. Poleg tega je pa, se pravim, v jesenskem času še veliko neznank in ni možno reči, kako se bo razvijalo. Bojimo pa se, ne, da bodo stvari šle lahko ponovno v nek epidemični ciklus, zato
kaj naj vam rečem, te počitnice ne bodo počitnice za nas, ampak bomo se pripravili za jesensko obdobje. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Andreja, izvolite. Pozdravljeni, hvala za besedo. Glede indijske različice, pravite, da upate in ocenjujete, da se ta ni razširila na več kot eno oziroma dve osebi. Ampak če bi se to vendarle zgodilo, ker do zdaj se je izkazalo, da je bilo v bistvu samo še vprašanje časa, kdaj bo prišla in se vsaj delno razširjena neka nova različica, v kolikšni meri bi to lahko potem poslabšalo razmere, kar se epidemije tiče. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje glede spodbujanja k cepljenju. Zdaj v bistvu je prisoten vse večji dvom v cepiva, zlasti v AstraZeneco. Pa me zanima, kako boste ta strah in te dvome naslavljali, glede na to, da je pač neka uradna kampanja na strani NIJZ-ja. Hvala. Zdaj, indijska različica, ne, bo moja kolegica, ko bo prišla za menoj, še bolj natančno povedala. Ampak, če bi bila ta različica zelo nevarna, potem bi se nam zgodilo isto, kot se nam je z britansko. Torej, britansko, ko je prišla v slovenski prostor, se je razširila na preko 90%. In vse ostale različice so samo še v majhnih procentih. In če bo indijska tako močna, da bo premagala britanski sev, potem bomo to kar malo videli, ne? Tudi v evropskem merilu. Ampak ta indijska ni od včeraj, ampak že nekaj časa je v Evropi in trenutno se ne kaže, da bi zelo prevladovala v katerikoli državi. Torej bi lahko rekli skozi ta posredni kazalnik, ne, da tale indijska je vsaj toliko močna kot britanska ali pa malo šibkejša. Torej gre za to, da v tem trenutku je v slovenskem prostoru prevladujoči britanski sev in če bo indijski se začel širiti, potem bomo zelo hitro vedeli, da je ta indijski zelo močan. Ja, glede dvomov v cepljenje. Glejte, dvomi v cepljenje so vedno bili in bodo, zato ker je določen procent ljudi pač dvomi v to in bo vedno tudi dvomil. Glede na to, če gledamo vse stranske učinke in cepiva, ki jih imamo, potem lahko rečemo, da je teh stranskih učinkov zelo malo, procent, mogoče 1,2%, tam nekje se gibljemo do 2%, in je zato iz tega vidika so ta cepiva v tem trenutku varna, kar tudi ocenjuje Evropska agencija in je skoraj nesmiselno dvomiti v to. Drugo pa je potem, kako se kupujejo ta cepiva preko Evropske unije in kdo je koliko resen prodajalec, in tam imamo pa probleme, ker želimo, da bi cepiva redno dobivali. Da v tem trenutku vam lahko rečem še za maj, ne vem točno, koliko cepiva bom dobil. Zato, ker je pač dobava s strani teh, ki proizvajajo, na momente šibka in se je težko pač načrtovati. In to je pa je slabo, ne. Ampak to ni zdaj problem zaradi tega, ker so cepiva slaba, ampak zato, ker je pač produkcija teh cepiv še vedno nezadostna. Hvala lepa. Še 4 prijave za vprašanje imamo. Najprej gospa Rebeka Tomadus, izvolite. Lepo pozdravljeni, za vas bi imela 2 vprašanji, in sicer kako učinkovita pa so trenutna cepiva, ki jih imamo proti indijski različici, pa tudi proti drugim. In pa moje drugo vprašanje, omenili ste, da bodo čisto vsi starejši od 18. leta, ki še niso prijavljeni na cepljenje, danes prejeli SMS sporočilo. Koliko je še takšnih oseb? Hvala. Ja, če računate, ne, 1,700,000 pa še nekaj je teh, ki so 18 let in več, 500,000 jih je že dobil cepivo, to se pravi, je računica zelo preprosta, 1,200,000, ne. Ko so pa učinkovita proti indijski,
Ja, zdaj indijski sev je zdaj nov sev, ne? In se pač študije delajo. Prve študije kažejo, da tudi obstoječa cepiva primajo na indijski sev, torej delujejo. Ne? To se pravi, obstoječa cepiva, ki jih imamo v tem trenutku, tudi zavirajo razvoj indijskega seva. Tako da trenutne raziskave so take. No? Hvala, sledi vprašanje Planeta TV, izvolite. Dobar dan. Zdaj nekateri cepilni centri opozarjajo, da čez teden, dva ne bo nikogar več, ki bi se želel cepiti, oziroma tisti, ki so se želeli, so se že precepili. Kaj zdaj storiti, da cepivo ne bo ostajalo? No, to je rečva črna varianta, ne? So pa tudi bolj optimistične variante. Imate tudi bolj optimistične centre, kjer pa povedo, da bojo še rabili cepivo. Torej, mi bomo seveda cepili naprej in bomo pač pošiljali cepivo glede na potrebe, ki jih ima posamezni center, ampak v tem trenutku še ne vidimo kakšnih, bom rekel, zmanjšanih povpraševanj. No. Hvala lepa, pa še enkrat STA, izvolite. Ja, zanima me še, včeraj sprejeti odloki predvidevajo, da za udeležbo na kulturnih prireditvah ali pa recimo za obisk gostinskega obrata posameznik mora biti bodisi cepljen, testiran ali pa prebolevnik. Ne? Za cepljenje ali velja en odmerek cepiva ali dva, kako je pri AstraZeneca? Pri AstraZeneca velja en odmerek, ne? Pri ostalih pri Jensenu tudi en odmerek, ne? In pri ostalih pa morata biti dva odmerka. Hvala lepa, pa še enkrat gospa Andreja Gregorič, izvolite. Jaz imam pod vprašanje glede cepljenja. Ne? V bistvu vse pristojni, tako rekoč že preden je prišlo cepivo v Slovenijo, zagotavljate, da so cepiva varna, preizkušena. Zdi se mi, da gre tukaj, da smo zdaj kot družba zašli na nek drug segment, se pravi, da dvomimo v to, da v neko drugo stvar, o tem, kako se razpolaga s cepivi, o tem, da ljudje zdaj recimo v tem trenutku ob tej zmedi z dobavami AstraZeneca in pogodbami, ne vem, se bojijo, da ne bo drugega odmerka, gre tle za nek drugačen segment. Ne gre več toliko za to, da bi dvomili v to, da cepiva so ali niso varna. Mogoče, če razmišljate tudi o tem, da bi v bistvu kampanjo osnovali na takšnih v bistvu pomislekih, ki so bolj nekako psihološke narave. Poglejte, zdaj s tem programom, ki smo ga naredili, ne, imamo zdaj mi zelo dobro orodje, s katerim zelo dobro spremljamo vse cepljenje. Lahko pogledamo celo v cepilni center, kako se na cepilnem centru dogajajo stvari, tako da kakršnakoli manipulacija se pač s tem programom ukine, ne, je ni več. Drugo ste pa rekla, ali bi kako bi se, lahko ponovite še drugo vprašanje, no? O varnosti ali nevarnosti cepiva, ampak gre bolj za to, da mogoče ljudje ne zaupajo temu, kako se razpolaga s cepivi, kaj se jim ponuja, se pravi organizacijski način in v bistvu neka avtoriteta, ki sporoča cepiti se ali ne cepiti, s čim, zakaj tako, s cepivom, ki se jim ponuja, podobna vprašanja. No? Poglejte, avtoritete v našem okolju, kot je minister za zdravje in podobni, vsi vabijo k cepljenju. Ne? Torej ne gre tukaj za kakršnekoli dvojne sporočila, karkoli. Tudi naš inštitut absolutno podpira to, da se cepi. Delamo vse na tem, imamo tudi svojo kampanjo, ki jo peljemo, verjetno srečate tudi v vaših medijih. Tako da skušamo ljudem dopovedati, da je pač normalizacija tega življenja, ki ga pač vsi želimo, ne, tudi jaz, ne, zelo odvisno od tega, kako bomo precepljeni. Ne. In mi moramo tukaj, kadarkoli se odločamo o cepljenju, razmišljati tudi o tem, da je to naš en majhen prispevek k temu, da se stvari uredijo v tej družbi, da bojo šole odprte, da bomo lahko hodili v službo tako, kot je treba, da se bomo z avtobusi vozili in tako naprej.
in da bomo lahko zvečer šli na pijačo ali pa na kavo ali pa kakorkoli, ker sicer brez cepljenja tega ne bomo dosegli. Mi se moramo kot narod zavedati, da je v tem trenutku cepljenje ključno, če hočemo se vsaj približati situaciji pred epidemijo. Brez cepljenja to ni mogoče. Hvala lepa. Novinarka Anja Gorenc je zaprosila za besedo še enkrat. Izvolite. Še zadnje vprašanje imam za vas. Prej, če sem prav jaz razumela, so pogoji za udeležbo na kulturni prireditvi enaki, ne glede na to, ali gre za zaprt prostor ali gre za pač odprt prostor, torej na prostem, ne? Kako z vidika javnega zdravja, vi ste specialist javnega zdravja, kako to ocenjujete? Glejte, ključno je, da imamo na prireditvah, kjer ni samo sedenje v vrsti, ampak je tudi prihod, pa odhod, pa potem je pauza in tako naprej, da imamo čim manj tveganja. Ne? Če mi hočemo, da bodo te prireditve tekle, ne samo kulturne, tudi druge, potem moramo zmanjšati tveganje na minimum, ker sicer bomo mogli zelo hitro zapirati te bom rekel, prireditve in bomo mogli iti na drugo varianto. Namreč v tem trenutku smo v rumeni fazi, mi si želimo v zeleno, ampak vsi govorimo o zeleni fazi. Ampak moramo tudi pomisliti, da je tudi še rdeča pa črna. Še vedno gremo lahko nazaj. Torej, v rdečo in v črno in po oranžno, seveda še predhodno vodi pot, če se ne bomo držali pravil. In zdaj, vsa ta pravila, ko ste jih naštela, pa ko sta tudi moja dva predhodnika naštevala, so v bistvu usmerjena v to smer, da zmanjšamo tveganje na prireditvah na minimum in da ne bomo imeli potem, da se razmnoževanje virusa zmanjša na minimum. In da ohranjamo status, kakršnega imamo, ker v tem statusu, v katerem smo, se lahko privoščimo to, kar si bomo privoščili od ponedeljka naprej. Bi vam pa rad povedal to, da marsikatera država, ki je bistveno ima manjšo incidenco kot mi, ima bistveno bolj močne pa zahtevne ukrepe, vključno za policijsko uro. Hvala lepa. Gospod Krek ima čas za še zadnje vprašanje. Zastavila ga bo gospa Tomadus. Izvolite. Zanimalo bi me samo še, kako je z maskami v cerkvah. So te obvezne ali ne? Glejte, maske v zaprtih prostorih so obvezne, to vemo, ampak jaz zdaj, če govorim kot javnozdravstvenik, ne bom govoril, kaj je obvezno, pa kaj ni obvezno. Mi kot stroka priporočamo, da nosite maske vedno v zaprtih prostorih. In to zato, da zmanjšate možnost prenosa z vas na koga ali pa od drugega na vas. Torej, gre za zaščitni ukrep, ki zmanjšuje tveganje. Zunaj, kadar ste pa stroka priporoča, da uporabljate maske, takrat, kadar ne morete vzpostaviti razdalje, metra pa pol, 2 metra, in kadar ste bom rekel, v gruči, s katere pač ven ne morete iti, ali ste pa del te gruče in takrat morate uporabiti masko. Spet zaradi zaščite. Torej, naše priporočilo je strokovno priporočilo. Ni zakon ali pa odlok, ampak je strokovno priporočilo. Mi vam strokovno priporočamo, da se tega držite, ker vam želimo dobro, ker vam želimo, da ne končate na intenzivni postelji ali pa da ne okužite še ostalih okoli sebe. In ker želimo, da se virus ne širi več v družbi. No? Hvala lepa za vsa pojasnila in odgovore. To je bilo seveda zadnje vprašanje. Prehajamo pa še k zadnji predstavitvi. Danes z nami je magistrica Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Pozdravljeni, izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Predstavila bi rezultate sledenja različicam virusa SARS-CoV-2. Na prvi sliki vidimo, da je angleška različica dosegla zelo visok delež med vsemi različicami in na desni strani grafa tudi vidimo, kako uspešno je izpodrinila vse ostale različice.
Tudi prejšnja prevladujoča 1.258.17 je zelo prevladovala, vendar ni uspela v celoti izpodriniti vseh ostalih različic. Tako da tudi v tem se vidi, da je angleška različica nekoliko uspešnejša v slovenskem prostoru, kot je bila prejšnja prevladujoča, vendar pa je tudi res, da angleška različica ni povzročila tako hudega epidemičnega vala, kot na primer v nekaterih drugih državah. Naprej, prosim. Na tej tabeli vidimo, kakšen je prirast predvsem teh rdeče označenih različic, ki jih spremljamo s posebno pozornostjo. Prirast angleške različice je dobrih 1000 primerov od prejšnjega tedna, medtem ko nigerijska različica je ostala na istem številu kot prejšnji teden. Ni se povečalo tudi število različice A27, vse druge različice, ki jih spremljamo s posebno pozornostjo, južnoafriška različica, različica 318 in brazilska, pa pravzaprav ostajajo zamejene, kar pomeni, da se ob boku angleške različice pravzaprav ne uspejo uspešno širiti. Kar je novega in je včeraj Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo že potrdil, je en nov primer indijske različice, o katerem je že povedal tudi direktor NIJZ-ja epidemiološke okoliščine. Datum odvzema vzorca je bil že 20. april, tako da pravzaprav v tem zadnjem obdobju sledenja, se pravi v prejšnjem tednu, še dodatnih primerov indijske različice v bistvu nismo ugotovili. Vsega skupaj beležimo več kot 50 različnih variant v vsem opazovanem obdobju in posekvencirali smo že blizu 10 000 vzorcev, z drugimi metodami pa pregledali še dodatnih 10 000 vzorcev. Celotni sistem je, kot vidite, nastavljen tako, da vsakega novega prišleka ujamemo na samem začetku, še preden se je pravzaprav začel uspešno širiti v državi. Zato ocenjujemo, da bomo sposobni v nadaljevanju ugotoviti nove variante in pa tudi do kakšne mere se te variante, ki smo jih že srečali, širijo v državi. Naprej, prosim. Indijska različica je prisotna v svetu že od oktobra lani. Še vedno je na portalu GISAID iz Indije naloženih dobrih 1000 sekvenc te različice, tako da ne moremo z gotovostjo trditi, do kakšne mere je ta različica odgovorna za stanje v Indiji. Bolj natančne podatke o tej različici ima Velika Britanija, ki jo je tudi prva razvrstila v skupino različic, ki so deležne največje pozornosti oziroma nas skrbijo. To se je zgodilo konec aprila in dejansko ta različica poseduje nekatere mutacije. Nobena od njih ni takšna, da ne bi bila prisotna tudi pri kakšni drugi različici, vendar v tej kombinaciji je prisotna pravzaprav samo pri indijski. Velika Britanija je to različico ocenila kot najmanj toliko nalezljivo, kot je nalezljiva angleška različica. Za vse ostale parametre, to pomeni teža poteka bolezni, izogibanje imunskemu sistemu oziroma imunskemu odgovoru, ki je nastal po naravni okužbi oziroma po cepljenju, pa zaenkrat ni dovolj razpoložljivih podatkov, da bi lahko z gotovostjo trdili, kako se bo ta različica obnašala v prihodnosti. Za Anglijo vemo, da je tesno povezana z Indijo, tam ugotavljajo relativno hitro rast števila primerov, zabeležili so nekaj čez 500 primerov, zato so se tudi odločili, da to različico kategorizirajo višje. Naprej, prosim. Kar se tiče stanja v naši državi, v preteklem tednu vidimo, da je angleška različica dosegla 97,5% delež. Naprej. Po regijah je praktično večina regij že dosegla 100%
100% delež angleške različice, samo gorenjska, jugovzhodna, osrednje slovenska in pa podravska regija še nista dosegli teh 100%. Tukaj tudi po podatkih Inštituta za mikrobiologijo vidimo, da je delež angleške različice v bistvu presegel 90% v povprečju njihovih vzorcev. Naprej, prosim. Kakšno je stanje na čistilnih napravah? Podatke prispeva Nacionalni inštitut za biologijo. Vidimo, da je stanje v Ljubljani, v Domžalah in v bistvu Kopru dokaj stabilno. Padec količine virusa ugotavljamo v Šaleški dolini. Naprej. Izboljšanje vidimo tudi v Celju in stabilno stanje v Mariboru, ki je nekako na nivoju januarja letošnjega leta, to pomeni dokaj nekoliko više v primerjavi z drugimi področji. Ta skok, ki ga vidimo v Kranju, pa pravzaprav zelo verjetno lahko izhaja tudi iz situacije na sami čistilni napravi oziroma iz samega vzorca pridobljenega in bomo lahko o trendu pravzaprav sodili šele z prihodnjimi podatki. Naprej. Tudi stanje sledenja mutacij iz voda čistilnih naprav odraža sliko med humanimi vzorci. Te podatki se lepo skladajo, to tudi skozi stanje v odpadnih vodah lahko zelo natančno sledimo stanje v populaciji, kar se je izkazalo kot zelo dobra praksa in se v bistvu podatki med seboj dopolnjujejo. Za konec bi povedala samo to, da intenzivno sledimo tudi vsem okužbam po cepljenju, okužbam, ponovnim okužbam, sekvenciramo izolate, ki jih pravzaprav indicirajo epidemiologi in pa sekvenciramo tudi bolnike z intenzivnih enot. Tam seveda tako kot v splošni populaciji prevladuje angleška različica in v zadnjem tednu je tudi v tej populaciji dosegla 100%. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Prehajamo k vprašanjem. Prvega bodo zastavili pri TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. Čeprav razumem, v bistvu glede indijske različice je do zdaj znanega oziroma veste samo to, da je kužna približno toliko kot britanska, ali je morda kaj več znanega tudi o poteku bolezni. Pa še, kakšna je verjetnost, da se bo ta različica širila v Sloveniji in da bo mogoče dobila celo, ne vem, v najslabšem primeru status, kot ga ima trenutno britanska? Hvala. Ta ocena, da je različica vsaj toliko nalezljiva kot angleška, izhaja iz Velike Britanije. Njihova Health Protection Agency je v bistvu izvedla to oceno. Sklepajo iz dejstva, da se različica pri njih uveljavlja, tako kot sem rekla, zabeležili so nekaj čez 500 primerov, tudi rast števila primerov je pri njih v bistvu kar hitra. In dejstvo, da se različica pri njih uveljavlja ob prisotnosti angleške različice, iz tega pač sklepajo, da je pravzaprav vsaj enako nalezljiva. Seveda pa jaz vedno rečem, da o tem, kako se bo neka različica uveljavila, odloča več faktorjev. Na eni strani lastnosti virusa, na drugi strani, bom rekla, ukrepi, ki jih izvajamo, na tretji strani gostitelj, se pravi, koliko smo že precepljeni, koliko smo že prekuženi. In pa seveda, ko vse te elemente sestavimo skupaj, dobimo potem rezultat. In primer angleške različice v Sloveniji kaže, da lahko v različnih državah ista različica naredi drugačno sliko. Zato bom rekla, glede indijske različice, že prihodnji tedni bodo pravzaprav pokazali, ali se bo uveljavila ali se ne bo. Zaenkrat je verjetnost zelo mala. Tudi v Angliji so na začetku imeli predvsem
primere, ki so bili povezani s potovanjem, zdaj pa beležijo tudi z naraščanjem teh primerov, pa seveda beležijo tudi širjenje v njihovem domačem okolju. Tako da odvisno od vseh teh faktorjev je, kako bo zadeva potekala, smo pa seveda sposobni to zadevo slediti in potem tudi pravočasno odreagirati, kot smo to storili pri angleški različici. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Prosim. Lepo pozdravljeni. Zanimalo bi me, je torej z vašega vidika trenutno, bi morali posebno pozornost namenjati temu indijskemu sevu, ali zaenkrat še ni nekih dodatnih skrbi, in pa, če sem prav razumela, je bila testirana v bistvu samo ena oseba, ne tista, ki se je vrnila iz Indije, ne pa tudi njegov sorodnik, kot je gospod Krek prej omenjal, in na katero osebo se je verjetno prenesla tudi ta indijska različica, in ali bo morda test te osebe sekvencioniran posebej še. Zaenkrat podatka, da bi bil vzorec kontakta te osebe vključen v sekvenciranje, v bistvu nimam. Definitivno se pravzaprav pregleduje velik delež vzorcev in če bi se v bistvu okužba širila tudi na druge, bi zadevo zaznali, tako kot smo na primer zaznali to gručo primerov v Komendi, ko je bila v igri južnoafriška različica. Epidemiologi so tu dejavni, pregledajo se vprašalniki tudi za nazaj, tudi se sekvencira po specifičnih epidemioloških indikacijah, tako da ali se bo različica uveljavljala, mislim, da na podlagi tega enega primera je zelo malo verjetno, da bi prišlo do širjenja te različice. Če bo pa prihajalo do večjega števila vnosov, pa seveda obstaja možnost, da bo prišlo tudi do prvih gruč primerov v Sloveniji in seveda bomo morali pač takrat ob teh dogodkih odreagirati. Hvala lepa. Še dve prijavi imamo. Najprej 24 ur, izvolite. Dober dan. Zanima me, kako dobro nas cepiva, ki jih uporabljamo, ščitijo pred to indijsko različico in seveda tudi, če smo bolezen preboleli. Potem pa iz Indije vseeno prihajajo poročila o tem, da so razmere tam kar slabe, do kakšne mere je to lahko vpliv te različice in do kakšne mere morda vpliv razmer sicer zdravstvenega sistema v Indiji. To bilo to zaenkrat. Hvala lepa. Glede Indije, tako kot sem povedala, razpolagamo z nekaj več kot 1000 sekvencami, glede na število obolelih in glede na velikost države je to zelo majhna številka. Sicer velja ocena, da je ta različica razširjena po celotni Indiji. Do kakšne mere je pa pravzaprav odgovorna za tako slabe razmere, pa je pravzaprav nemogoče oceniti. Se opravičujem, vas prosim, če mi ponovite vaše prvo vprašanje. Ja, zanima me, glede cepiv, ki jih uporabljamo pri nas in prebolelosti, ali nas to ščiti pred to indijsko različico. Pa mogoče bi še dodala vprašanje, ki mi je prej ušla misel, če imate mogoče podatek o tem, kakšno je bilo zdravstvo oziroma je zdravstveno stanje te osebe, ki je okužena s to različico, ali gre to za blag ali mogoče težji potek bolezni. Hvala. Glede izogibanja imunskemu odgovoru indijske različice, do kakšne mere se je sposobna izogniti imunskemu odgovoru, glede na prisotnost določenih mutacij in glede na laboratorijske poizkuse, se ve, da pravzaprav nekatera protitelesa, ki nastanejo proti cepljenju ali pa po naravni okužbi, niso enako učinkovita kot proti drugim različicam, ampak to je seveda laboratorijski poskus in kako se to potem kaže v populaciji, je popolnoma druga zgodba. Zaenkrat ni podatkov, ki bi kazali na to, da bi bilo cepljenje pravzaprav ogroženo. Kar se tiče zdravstvenega stanja okuženega, kolikor smo dobili informacije od epidemiološke službe, je šlo za blago obliko bolezni, tako da tudi Angleži
Od teh nekaj več kot 500 primerov ne poročajo zaenkrat še o nobenem smrtnem primeru in zato stojijo na stališču, da o tem, ali je potek bolezni pri tej različici resnejši ali ne, ni mogoče dajati še nobenih ocen. Hvala lepa. Pa še Žurnal 24, izvolite. Ja, pozdravljeni. Jaz imam vprašanje v zvezi z izvajanjem testov protiteles, krvnih testov, ki dokazujejo, da smo virus preboleli. Zanima me, če lahko pojasnite, zakaj Slovenija tega testa ne priznava za prehod meje, Hrvaška pa ga. In kaj ta test v bistvu natančno pove in ali ga je smiselno narediti, preden se odločimo za cepljenje. Hvala lepa. Ugotavljanje specifičnih protiteles nam pove, da smo bili v stiku z virusom, ne pove nam pa točno, kdaj je pravzaprav ta okužba v preteklosti se zgodila. To lahko sklepamo v primeru, da delamo z testi, ki so zelo specifični, se pravi, da ne dajejo v bistvu lažno pozitivnih rezultatov. Zaenkrat se v Sloveniji nismo odločili, da bi priznavali samo serološki rezultat, predvsem zaradi te časovne komponente in zaradi tega, ker ne poznamo točnih korelacij med ugotovljeno količino protiteles in, bom rekla, stopnjo zaščitenosti. Ne vemo, koliko točno teh protiteles, ki jih ugotavljamo s temi testi, moramo imeti, zato da bomo rekli, da smo dejansko varni pred okužbo. Seveda, če obstaja jasen podatek, da je bil nekdo v stiku z okuženo osebo ali da je sam dejansko bil pozitiven, potem se šteje, da so ugotovljena protitelesa v bistvu kažejo, dokazujejo, da se je pacient v bistvu v preteklosti okužil še v večji meri. Tako kot sem pa že rekla, najboljši testi so tako imenovani nevtralizacijski testi, ki so tehnično izjemno zahtevni. Te nam zelo natančno povejo, ali obstajajo v krvi protitelesa, ki so sposobna blokirati vstop virusa v celico, vendar drugi serološki testi, ki jih uporabljamo v rutini, niso te narave. Obstajajo korelacije med obema testoma, vendar je zaenkrat podatkov o vseh teh stvarih še premalo, da bi stavili samo na serološki rezultat. Hvala lepa, to je bilo zadnje vprašanje za vas. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Za konec še vprašanje z moje strani. Morda še kakšno vprašanje? STA, izvolite. Ja, jaz bi samo vprašala, če slučajno veste, kdaj bodo ti odloki glede sproščanja kulturnih prireditev in tudi drugih začeli veljati. Ali to že jutri, v ponedeljek, kdaj se začnejo te določbe upoštevati? Hvala lepa, bi morala preveriti. Predlagam, da vsi skupaj počakamo na objavo v Uradnem listu, ko bo potem zagotovo jasno, kdaj odloki začnejo veljati. S tem zaključujem današnjo novinarsko konferenco. Bili smo dolgi. Hvala lepa vsem za potrpežljivost in pozornost. Nasvidenje.